Fantasy. Radio Fantasy. Dobro jutro tebi, dobro jutro Celje, dobro jutro Radio Fantasy. In se je zbudil in prišel v gosti. Ej, prvič, da nisem zamudil. Sam res? Pri tebi. Ja. To je pa res, vedno smo na zadnje sekunde, ne? Vedno na last minute, ampak vse veš, takrat je bolj zanimivo. Ne? Ja. Danes je bil pa že kar dosti prijet, pa više, pa kavica padla, malo tista... Kavica, malo smo se pogovorili v miru, prav čudno mi je, veš, ko nimam tega jutranjega stresa še zraven, zdaj hitro. Ja, sam si pa kitaro pozabil, veš. Ja, ampak imam svoj lepi glas zraven, imam nov komad zraven, tako da... Ja, zdaj novo pesem si izdal in ostaješ zvest svojim, rečemo temu... Ljubezenskim, ja, piše večni romantik, ne? Ampak ta pesem je bolj poletna, bolj poskočna. Ja, v bistvu najbolj si bo še predstavljal takrat, ko bo spod zunaj, ne? To bo še danes ob 5. uri. Zato ne bom tam le najditi nič, ob 5. je premiera. Ob 5. je premiera, tako da zdaj imaš v bistvu premierno na radio, evo. Ja, pesem z naslovom Pod mojo kožo. Pod mojo kožo, ja. Spet veš, si lahko interpretiraš, Ja. ali je to, jo imaš na tatuju, ne? Ali jo vedno nosiš pri sebi, kje je Ja, pod srcem, vedno misliš na njo, bilo kak spet, ne? Vedno imaš nekaj zapleteno. Tudi, ne? Vedno, veš, Je romantično. ljubezen je vedno zakomplicirana stvar. Ne? Ja. Ampak ja, glej, pod mojo kožo tokrat se je podpisuje Goran Šarac, en in edini avtor, bom rekel, 1000 komadov in ful sem vesel, no, da sem imel to priložnost ne ga samo spoznati kot človeka, kot avtorja, kot glasbenika, ampak tudi da je zame, oziroma da sem lahko z njim ustvarjal, no, to pesem. Ne. V bistvu ga že nekaj časa ga tudi spremljam in sem, hvala Bogu, lahko prišel do njega preko Roka, ne, preko svojega tekstopisca Roka Lunačka. Rok, hvala. Ono, po vezah sem prišel do Šarca. Veš, takšni ljudje, ful težko so dostopni. Ja, to je res. In, niso pa zvezdnički, sam ne moreš pa kar ni, ful človek, bom rekel, na realnih tleh, ampak težko je priti v stik s takimi ljudmi. In sem ful vesel, da sem lahko prišel v stik z njim. In je bil takoj za pisanje komada. Dal sem mu neke smernice, v katero smer bi rad pač tak rekel komad in stilsko in mogoče melodija, ampak je samo rekel, Mark, Don't worry, be happy. ne skrbi, Ni problema, bom ne. jaz uredil, ne rabiš na to misliti. Ja. In prvič, ko smo se v studiu videli, ko sem ga prvič videl, ko sem prvič sedel za klavir, prve 4, bom rekel, akorde, ko je udaril, in ko je Rok še zraven zapel njegov tekst, in rekel, ja, To je to. to je to, gremo posneti. Čak, naslov je skoraj tako, se spomnim, Frank Sinatra skupaj enkrat sta z Bonom prepevala Under my skin. Pod kožo, ne? Ja. Pod mojo kožo. Toliko, da vem, Rok je dobil idejo. Ne? Aha, Rok. Zdaj te pa imamo. Ne, res, bom rekel, ljubezenski komad, bom rekel, zapakiran v en poleten spot, točno tak je. Vse veš, kak je, bolj kot ne, se, vsaj v mojem stilu glasbe, ljubezenski teksti in pa pomen, bom rekel, besedila vrti nekje enako, ne. Ena druga stvar mi je zanimiva, ker enih par informacij pa le imam, ne. Zdaj, to je sicer, ti si večni romantik, ampak po drugi strani ti je pa nekdo ukradel punco. V videospotu. Ja, točno tak. Boš povedal, In točno to nema prvo pesem zavrteti, pa boš pol povedal, kdo je bil ta ne pridi prav, kateri mi je sunil. ki ti je odpeljal. Zdaj, evo, to je pesem Pod mojo kožo, primerno na Radio Fantasy. Ja, Še predno pred poslušanje. videospotem, ne. Evo, že gre v eter v živo, 5:30. Dobro jutro. Dobro jutro. Yeah. Pod kožo nosim te, evo, nov single Marka Zebre, ki je, ja, zdaj, vsebinsko je podoben prejšnjim, ne, ker imamo ljubezen moški ženska, ampak je pa drugačen, je bolj poleten, poskočen. Ja, ima ta, bom rekel, dobre vibracije, ne. V bistvu sem ga najbolj še začutil kot celoto, ko sem se vsedal lih prečerašnjem, ko smo nekako zaključevali smo se, veš, do jutranjih ur še danes, komad, ampak najbolj sem ga začutil takrat, ko sem sedel v avto, je bil sončni zahod, sem si dal na glas sončne očale, pa sem si mislil, aha, evo,
To je to. Sončni zahod, poletna romanca, spominjaj na dobro staro ljubezen. Vse ti štima. Točno takšen vibe ima. Ja. Ena stvar, ko smo že prej izven etra govorila, ne bi rabila pa vse, pri videospotu pa je štroma zmanjkalo. Pri videospotu pa je štroma zmanjkalo. Ja, to mi je danes zjutraj prvo rekel video producent. Je rekel, dobro jutro, pa mi je poslal časovnico, da od 8 do 2 nimajo štroma. Tako da je pobasal celo opremo zdaj in se seli v drug studio, kjer mi mora spot zmontirati do 5 ur. O 5, torej premiera tega videospota je še toliko bolj zanimivo, pa vroče za tvojo ekipo. Napeto, ja. Ampak zdaj povej, kdo ti je punco ukradel? Ja, veš kaj, to se ful redko zgodi, ampak se dogaja, ne? Se dogaja, sploh če je na drugi strani Tim Nuč, drugovrščeni Exatlon Slovenija druge sezone. To je on akrobat. Tip, ki zna delati salte, tip, ki dobro zgleda, razumeš, fitness, ono vse, akrobat in ja, težko je proti tako. On ti je uspelo. Ja, to pa res. On mi je speljal, ne, ampak vseeno bom rekel, da dam nek svoj čar, bodi si z glasom, bodi si z Stasom, bilo kak si vzameš. Mark Lesi se vrača, to si se polce pršla nazaj. Če ne drugega, potem v spotu vsaj daš ženski nekako zamisliti, ali se je odločila prav ali ne. Aha. In to je tudi, bom rekel, glavna nit spota. Videospot je narejen na prvo žogo, na hitri in drzni. Nekako tam smo dobili idejo, ja. Nekako smo razmišljali, ali bi bilo Stari zahod, Kavbojci in te variante. Pa ko sem poslušal komad prvi demo, si mislil, ne, to ziher ne paše. Ne. Med drugi dan kriše rok, pa reče, pa zakaj ne bi 2-3 avte najel, pa idite nekaj, mislim, nekem stilu, malo dirkanje, ono, tisto, ampak vseeno daš potem nek vložek, kar se tiče ljubezni, ne, in točno to smo potem naredili, ne, najeli smo AMZS progo za varnost. To sem hotel vprašati, niste sred Maribona, ki... Ne, reči bi videl po 24 ur, ampak ja, najeli smo Mustanga, najeli smo Corvetto, vse oldtimere, rekel, vrhunski avtomobili, z njimi se ne bi tako upal peljati, kot sem se tam, ne, s temi pospeški, pa s temi ne servo volani, katere ne moreš, ko je Einschlag res tako veliki, da da rabiš vso svojo moč. In ja, bom rekel, kratek, sladek spot z dosti adrenalina in z ljubezensko zgodbo, kateri je dobene ne pričakuje. Ne. O 5 popold bomo videli, ne? O 5 popold. Da producentom uspe, ampak ti še pošljem SMS, če je uspelo, ali ne? Ja, na Boro bi pa tudi lahko šli. Zdaj to si snemal z svojim idolom, ne, iz mladosti, Stefanjem. Predno zavrtimo to pesem, bom jaz zdaj povedal še vremensko napoved, ki bo podobna kot na Bori. Zdaj se končno začenja poletje. Je že bil čas, ne? A ne, da? Ja. 30, ko so obljubili od danes naprej. Kot bi mignil, bo pa spet jesen, ne? Ja, kot bi mignil. No, ampak ostajamo pri tej situaciji, ki je zelo taka prijetna, poletna, kmalu počitniška in dopustniška in danes do 30. Modrifon junija. Zajadrajte v poletje z mobitelom Realme 10 z izjemno zmogljivo baterijo ali mobitelom Huawei P60 Pro z vrhunsko telefotokamero in jo zavarujte kar prek spleta. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Beli pesek, notro nebo, sonce boža ti telo, v tančici prideš do pomola, spodaj čisto gola. Je po gumi dala tekila, mehka si kot svila, še zadnji odkrivcu, zdaj ni več sramu. Bora, Mark Zebra in Stefanijo, ne, to je bil tvoj idol mladostniški, ne? Ja, pa še vedno, ampak zdaj smo že prijatelji. Ja, zdaj sta vredla. Mark Zebra je prišel predstaviti novo pesem, ki smo jo slišali, ne, Pod mojo kožo. Pod mojo kožo, zdaj res je. Dobesedno, še par dni nazaj. Tudi v spotu sem šel do tetoverja v Mariboru in smo pač uprizorili, kako si tetoviram en del, bom rekel,
med teoretično mano in mojo bivšo punco, da smo imeli nekaj skupnega in skupen tatu in smo to tudi prizorili in mi je v bistvu, sem si narisal z Flumasterom, pa mi je dejansko noter šel to pikat in mi je do predvčerajšnjem še ostalo noter, ne. To je ta permanentni, ko zgine, kaj? Ja, načeloma Ni zginil, ne? Načeloma je na prazno, ampak pač ni zginilo, ne. Toliko globoko je v tem prebil kožo, ne. Ješ pa srček imel zdaj tu na dlani. In mi je pustil pol srca na levi roki. Drugo polovico pa nosi ona, ne. Aha, pol, pa sta se skupaj. Točno to. Ej, pri snemanju video spota, ko ste imeli zdaj na AMZS-ju, je bila kakšna traparija? Fenomenalno je bilo, ampak v bistvu smo se, bom rekel, tako sprostili, vsaj z timom, no, da smo pol res začela dirkati med sabo, kateri bo boljši, smo res začela dirkati in smo se tako naganjali, da se je potem prišlo vodstvo, pa no je moglo meriti, ker drugače bi plačala zaradi glasnosti vsega tega avtomobila in kaj še vse, ne vem, okoljske varnosti z 4000 evrov kazni. In tako da smo potem hitro zapakirali zadevo, zaključili, posneli pa... Kaj se pa druži s kaskaderi? Vidiš, ti mu noč, ne? Šak je, ne? Kakimi ljudmi se družiš, potem tak vibe potegneš, ne? In ti ima dober vibe, tak kaskaderski vibe. Ja. In te takoj zaradi potegne, ne? In takoj si tekmovalen. Ja. Zdaj ti si v principu, smo rekli večni romantik, ampak zelo blizu so ti latino ritmi, to vemo. Kaj gre zdaj? Slišim, da greš na Kanarske. Veš kaj, ravno sem dopolnil 30 let. Vse najboljše. že boli. 30, kaj, si dobil znak? Zjutraj sem dobil znak. Ne vem, kaj je s temi znaki, ali se mi zdi, da to že klasika v Sloveniji, da dobiš za 3, 4, 50. Nekdo vzame, sicer so mojega iz Avstrije ukradli, oziroma prinesli, za ne, so ga ukradli. Je rekel kolega tak, zdaj tu zije ne imel problemov, ne, me ne odobel novil. Ampak ja, v bistvu sem sebi podaril neko darilo in grem na en festival na Kanarske, kjer so vsi ti znani španski izvajalci. En izmed teh je moj najljubši španski izvajalec Maluma. Ja, in sem rekel, njega moram videti v živo, moram videti njegovo prezenco, moram videti, kaj naredi ljudem. In pa tudi, bom rekel, pri svojih 30 še dejansko nisem bil na enem takem festivalu poletnem. Ta muzika dela hudo, mislim tudi oboževalk je zelo veliko, bom tako rekel. Ja, oboževalk je ful dosti. Sicer jaz grem... Gre sam? Jaz grem za svojo punco, ne. Tako da bom ene močne očale gor zatemnjene. Kam gledaš, se ne bo videlo. Da lahko potem se obračam, veš. Ja. Mogoče bo tudi Hexenšus. Uporabi to mojo foto. Ja, rutica. Hexenšus, ja. Ampak ja, to je eno darilo, ki si ga dobil sebi, tako da kome čakam. Kdaj je ta festival? Zdaj, 5. do 7. 8. juli. No. Tako dvodnevni festival na Kanarskih in mes še malo nekaj počitka. Potem pa imam celo poletje, rekel, vaje, avgusta tudi enih par koncertov. V petek imam še tudi en koncert Radio Rogla, Letka, ne. Tako da je bo kar pestro. Ja, v redu. Ta komad moramo spromovirati, pa že drugega moram začeti delati. Ti kar delati je treba, tako da, Mark, hvala ti za obisk, cajta nama je zmakal. Hvala za povabilo. Dam še Malumo gor, veš, za konc. To. Mej se lepo, vroče poletje. Tebi tudi. Hvala. Radio Fantasy.